definitivno je asociacija učinkovitost, definitivno je uvajanje metrike in pa tudi seveda kultura in nivo podjetja. Če merimo od leta 2010, od takrat, ko se je zgodila akvizicija Atlantic Grupe, torej ko je bila Druga Kolinska prevzeta, smo v zadnjih 5 letih dobili 15 EFI nagrad, nekaj regijskih, bili finalisti Euro-EFI in dobili tudi Euro-EFI nagrade in dobili tudi 2 priznanji kot najbolj učinkovito podjetje strani EFI Effectiveness Indexa. Definitivno so te nagrade pravzaprav dokaz tega, kar sem rekla že prej. Torej, EFI je definitivno kultura in stanje marketinga v podjetju. To pomeni, da simbolizira nekakšno mobilizacijo marketinga v tem, da marketing poleg osnovnih stvari, ki jih opravlja, se pravi, upravlja blagovno znamko, išče nove trge, nove kategorije, razume trende in tako naprej, govori tudi jezik vodstva. Se pravi, spremlja učinkovitost upravljanja marketinških aktivnosti, ki se lahko zmerijo torej z točno definiranimi KPI-ji. Predvsem zato, kar sem rekla že na začetku, torej, če je EFI nekakšna kultura podjetja, potem pomeni, da vsa podjetja, ki se prijavljajo na EFI nagrade, potrjujejo, da pač imajo vzpostavljen sistem merjenja in vzpostavljen sistem sistematike upravljanja blagovnih znamk. Torej, eno je, bom rekla, marketinško upravljanje, ki pomeni iskanje novih trgov, potrošnikov, spremljanje trendov, iskanje niš, potem pa je merjenje upravljanja marketinških aktivnosti. To pomeni, da pač postavi podjetje v višji nivo, se pravi zavedanja in nekako pomeni mobilizacijo marketinga, torej bliže vodstvu. Predvsem je na začetku zelo dobro potrebno opisati industrijo, se pravi kontekst, kjer podjetje tekmuje, da nekdo, ki bere to prijavo, razume, torej v kakšnem stanju tržnem je podjetje in kaj se dogaja z blagovno znamko. Iz vsake prijave se tudi vidi, torej, ali ima podjetje sistem, kjer res postavi strategijo, kjer res načrtuje vse aktivnosti, kjer vnaprej postavi torej časovnico, meri uspešnost tržnih raziskav, ima tržne raziskave, jih kontinuirano spremlja. Te stvari se prav gotovo iz prijave vidijo. Zelo pomembno za marketing je tudi, da si pač definira KPI-je in da jih redno spremlja. In mogoče bi bil en nasvet, ni potrebno meriti veliko, lahko si izberete majhen obseg kazalnikov, ampak te merite redno. In merite z sistemom, ki je enostaven in rezultate potem komunicirate v podjetju. S tem se tudi marketing lahko približa vodstvu in s tem doseže to, da vodstvo govori jezik marketinga in obratno.